Danes v tem trenutku mogoče več nekaj o šolskem sistemu, o učnih gradivih in pa o težavah, s katerimi se srečujejo slepi in pa slabovidni, kadar pridemo do tega, da morajo neko učno gradivo uporabljati v razredu, pri pouku. Zdaj, Center IRIS je ena in edina institucija v Sloveniji, ki se ukvarja z izobraževanjem slepih in slabovidnih otrok. Pri nas je, se pravi, šola, v kateri imamo otroke tako od vrtca do srednje šole, se pravi, da imamo tudi srednješolske programe. V zadnjih letih pa imamo v osnovno šolo vključene tudi otroke z motnjo avtističnega spektra. Poleg šolskega izobraževalnega sistema nudimo tudi pomoč in podporo inkluziji, na eni strani učencem, na drugi strani učiteljem ali pa dijakom. Tako da v tem sklopu je tudi ta podpora centra IRIS na terenu preko mobilne službe in pa ena od mogoče najbolj pomembnih ali pa trenutnih zadev, s katerimi se ukvarjamo že nekaj let, je pa prilagajanje učnih gradiv. Samo za neko oceno, da boste vedeli, koliko otrok približno pokrivamo, se pravi od vrtca, osnovne in srednje šole, imamo v centru IRIS približno 30 otrok slepih in slabovidnih, od tega sta 2 slepa, ki delata po metodi za slepe, in večje število otrok z avtistično motnjo, in pa na terenu potem okoli 350 otrok slepih in slabovidnih. Tudi tukaj prevladujejo potem otroci, ki so slabovidni, še mogoče kakšna razlaga, nižji izobrazbeni standard, pa potem posebni program vzgoje in izobraževanja so oddelki, ki so za otroke, ki imajo mogoče nižje spretnosti ali pa nižje intelektualne sposobnosti oziroma druge motnje. Zdaj, nas ne zanima, kakšna je medicinska kategorizacija slepote oziroma slabovidnosti, nas zanima pedagoški vidik, iz tega pedagoškega vidika nas zanima, po kakšni metodi pravzaprav otrok dela. Ali dela v povečanem, se pravi, da uporablja, bere v povečanem tisku, se pravi, da dela po metodi za slabovidne, oziroma če dela v brajci, dela po metodi za slepe. Zdaj, učenci in dijaki s slepoto berejo in pišejo v brajci, to je en tak zaslon slike, pri tem uporabljajo brajo pisalni stroj in tiskana gradiva v brajci, tole je brajo pisalni stroj. Kasneje preidejo na uporabo računalnika, elektronskih gradiv, pri tem uporabljajo brajo zaslon oziroma vrstico, danes je bila že ta izraz uporabljen, tukaj tudi slikica je bila že prikazana, tole je en tak komplet, in pa vse druge pripomočke, ki jih pri pouku uporabljajo. Samo za osnovo, ko govorimo o brajci, se pravi pisavi za slepe, govorimo pravzaprav o 2 brajcah. Ena je tiskana brajca, ta je 6-točkovna, samo za predstavo, kako izgleda ena in druga. Druga je elektronska 8-točkovna brajca, kjer se tem 6 pikam dodata še 2 v eni dodatni vrstici. Kako izgleda izobraževanje? Tam nekje do 5. razreda učenci predvsem pišejo in berejo v brajci, se pravi, da uporabljajo brajo stroj. Kasneje, ko imajo tudi že dovolj znanja iz računalništva, dovolj veščin, da lahko tudi računalnik uporabljajo pri pouku, pa preidejo na, se pravi, 8-točkovno brajico, elektronsko, digitalna gradiva, in pa pri svojem delu uporabljajo računalnik, brajevo vrstico, lahko tudi zvok. Zdaj, učna gradiva so, če ste starši, veste, na koncu leta ali pa v začetku novega šolskega leta dobite seznam, katera gradiva bojo vaš otrok ali pa učenec uporabljal pri pouku, kjer se mi pravzaprav, s čim se mi ukvarjamo, mi se ukvarjamo s končnimi gradivi, ki so že potrjena, ki so že prilagojena, avtorji so pravzaprav v njih vložili zelo veliko časa, truda, vsega didaktičnega znanja. Zdaj, za slabovidne pravzaprav so z uporabo pripomočkov, se pravi nekih povečal, elektronskih lup, ta gradiva dostopna, lahko jih uporabljajo, če so vešči uporabe pripomočkov, lahko tudi ta gradiva uporabljajo. Pri slepih
pridemo pa do težave, da pravzaprav, če ni pripomočka, ki bi lahko neko gradivo, če zdaj prav tega pokažem, da bi to gradivo lahko slep tudi uporabljal, se pravi, da je lahko gradivo nedostopno v tem primeru, če bi ga samo kupili v knjigarni, kar pa nas iz pedagoškega vidika zanima, pa je predvsem to, katera vsa vsebine v nekih učbenikih so tiste, ki so potem morajo ali pa je dobro, da so slepim tudi dostopna. Ko se lotimo prilagajanja gradiv za slepe, se pravi, prilagodimo v nekako 4 različne oblike. Ena varianta je to, da natisnemo v brajci, se pravi, da nastane knjiga. To je en tak primerek te knjige. Potem imamo elektronska gradiva, se pravi digitalna gradiva, ki jih potem berejo z uporabo Brailleve vrstice, lahko tudi z govorno sintezo. Pri teh elektronskih gradivih pa so lahko potem zraven tudi neke priloge, ki so natisnjene v brajci, lahko so to tipno slikovno gradivo. Poseben izziv ali pa posebno način prilagajanja je pa prilagajanje, se pravi matematike, kjer se uporablja linearni matematični zapis za slepe. Ko prilagajamo gradiva za slepe, imamo nek tak postopek, kako pridemo sploh do končnega izdelka. Se pravi, najprej moramo zbrati neke potrebe po šolah, v katerem razredu, kaj se bo uporabljalo, kaj imajo učitelji željo, da bi uporabljali, potem naredimo izbor, tudi glede na to, kakšno število zaposlenih imamo pri nas v šoli, kakšen kader imamo zaposlen, in pa s strani založb moramo pridobiti pravice, avtorske pravice. Potem pridemo do neke tehnične prilagoditve, se pravi, da to pomeni to, da bo gradivo lahko recimo nekako dostopno, da ga bo učenec lahko prebral, se pa tukaj potem začne predvsem naše delo. Ta gradiva so polna nalog, gradiv, ki so za slepe pravzaprav nedostopna, se pravi, imamo neke primere nekih nalog, kjer učenec ne more obkrožiti, ker nima pisala, ne more pobarvati z rdečo barvo, ne more povezati nekih stvari, ne more rešiti križanke, slikovno gradivo je zanj nedostopno. Tukaj pridemo do tega, da gremo pravzaprav stvari prilagajati. Eno je, da prilagodimo vsebino, se pravi, da naloge preoblikujemo, da namesto tega, da bo pobarval, bo lahko ta otrok nekaj drugega naredil, namesto da bo povezal s črtami, bo povezal na nekakšen drug način, se pravi, da vse naloge preoblikujemo neke zapise, ki so nam samo po sebi umevni, se pravi, neki miselni vzorci, jih naredimo v tak način, da so za njih berljivi, dostopni, in pa kot nek učitelj naredimo izbor slikovnega gradiva, ki bo potem tudi v tipni obliki. Ne gremo za to, da se prevaja vse v tipno obliko, zaradi tega, ker je tipanje drugačen proces tipanja, predvsem mora biti slikovno gradivo prilagojeno, poenostavljeno, prečiščeno, velikokrat se zriše iz ene slike več slik, da je to res ta proces tipanja precej bolj dolgotrajen. Pri nekem slikovnem gradivu je potrebno podati potem tudi brajico zraven, zato da otrok ve, o čem se govori in piše. Na tak način potem nastanejo različne slikovno gradivo, ki je potem v tipni obliki. Predvsem pa je pomembno to, da naredimo tudi nek uvod, da mi smo končni izdelek, ki smo ga dobili strani založbe, potrjen z, recimo, ne vem, na svetu za učbenike, smo ga mi potem preoblikovali in želimo, da bo učenec to gradivo lahko kar se da samostojno uporabljal, in mu naredimo nek tak uvod, kako je to gradivo prilagojeno, na kakšen način je njegov učbenik zdaj izgleda, je drugačen, drugače oblikovan. Zdaj tukaj imate stvari, ki so v črnem tisku. Ta črni tisk je dodan v vse učbenike tudi z namenom, da je učitelj lahko podpora učencu ves čas pri usvajanju neke učne vsebine. Posebno pozornost namenimo zaradi tega, ker učitelj pravzaprav ne ve, kaj se vse v tem učbeniku spremenilo, tudi učitelju.
Damo mu neke nasvete, napišemo mu neka navodila, na kakšen način izgledajo neke prilagojena gradiva, kako je dobro, da dela s tem učencem v razredu, na kakšen način so naloge preoblikovane. To je potem dobijo učitelji ne preveč, zaradi tega, ker vemo, da so preobremenjeni, da je že stres to, da imajo recimo slepega učenca v razredu, ampak da imajo neka kratka navodila, po katerih se lahko potem orientirajo tudi v prihodnje. Potem v nekaterih predmetih, predvsem matematika je taka, da imamo neke dodatne didaktično-metodične navodila za poučevanje. To so recimo primeri, kako se pisno sešteva, da imajo učitelji neka navodila že v teh gradivih, da ne pride do nekih težav, drugače pa, ko nastopijo težave, potem pomagajo naši mobilni učitelji. To so potem neka didaktična metodična navodila. Na koncu pride tudi pri nas do oblikovanja. Lahko se hecamo tudi z brajico, pa oblikujemo neko literarno, likovno pesem, drugače pa vsako gradivo, ali je oblikovano v brajici ali v elektronski obliki, je potrebno dodatno oblikovati. Na koncu ne damo tiskati, tiskamo v hiši, vse to zvežemo, vse slike nalepimo noter, vse to delamo ročno in pa, ko predamo v učbeniški sklad, v našo knjižnico, je naše delo zaključeno v upanju, da se bo to uporabljalo. Zakaj vse to? Zato, da bojo ti otroci samostojni, da bojo enako vredno vključeni v pedagoški proces, da bojo približno enako hitri kot njihovi vrstniki, da bojo za njih dostopna in dosegljiva, prilagojena vsa učna gradiva. To je enkrat naš cilj.